Zdravo, se je Rerinc, tukaj je prezentacija.si. V tem videu bi vam rad pokazal nekaj preprostih trikov optimizacije spletnih strani za blogerje oziroma vse lastnike spletnih strani na pameten način. Kaj potrebujete danes? Dobro strukturo spletišča. Najboljša je seveda, da pišete redni blog ali pa vsaj redno objavljate novice na vaši spletni strani. To zagotavlja najvišji obisk obiskovalcev. Druga možnost je pa, če ne pišete redno v vaše spletišče, potem poskrbite, da ima tako imenovano silosno strukturo. Pa si kratko pogledamo, kaj to je. Tole je eno spletišče, ki sem ga naredil z eno novih strank, namreč gre za naravno gnojilo in kako boste potem razdelili samo spletišče po straneh. Gotovo je tista najvišja kategorija, kamor spada gnojilo, sigurno zemlja, ker boste govorili še o vrtninah, pa o pridelkih in tako naprej. Zato sem razdelil pač spletišče na tri kategorije: ekološko pridelavo hrane, gnojenje in gnojilo za zemljo, in te so tudi v glavni navigaciji spletišča. Potem pa naredite takšno silosno strukturo, ker pač to izgleda kot takšni silosi. In ko greste iz silosa, vse veste, ko na koncu uporabite vse spodaj iz enega silosa, greste na vrh začetnega drugega silosa in tam začnete porabljati tisto, kar je pač v silosu noter. Še nekaj je tukaj pomembno, med vsemi temi stranmi so samo enosmerne povezave. Recimo iz povezave ekovrt tukaj ni nazaj povezave na ekološko vrtnarjenje. In kaj morate narediti na zadnji strani silosa številka 1? Tam optimizirate spletno stran za določeno ključno besedo in jo povežete potem s to ključno besedo nazaj na drugo kategorijo, torej na drugi silos. Kot vidite, sem tukaj uporabil ključno besedo naravno gnojenje za tisto zadnjo stran prvega silosa in gnojenje kot kategorija za celotni drugi silos. Podobno zgodbo naredite na drugem silosu. Naravno gnojilo, gnojilo bo torej tista ključna beseda za naprej in kategorija, tretji silos je gnojilo za zemljo. In kaj je še pomembno na koncu? Zadnja stran v zadnjem silosu nima povezave naprej. Torej, pomembno je, da zadnja stran nima nobenih povezav navzven ali pa vsaj minimalno število, tako da res ne morete nič več z tega konca silosa zadnjega vzeti. In takšna struktura je dokaj dobra za Google in ne zahteva stalnega osveževanja strani kot na obstoječih spletiščih ali blogih. Zdaj pa kaj narediti za vaš blog? Blog je jasno boljši za več povezav v iskalniku. Iskalnik Google si namreč zapomni vašo stran kar na 3 povezavah, kot samo stran, kot kategorija ali pa kot značka. Pa poglejmo še tole, recimo primer knjige za javno nastopanje. Če vnesete to iskalno frazo v Google, se pojavijo 3 rezultati iz mojega spletišča prezentacije.si, zato ker pač pišem veliko knjiga za javno nastopanje. Kar je še lepše, je tole. Tukaj so še dodatne povezave, recimo sam posnetek, pa značke knjiga. Se pravi, tukaj WordPress prikaže vse tiste povezave, vse tiste strani, ki ste jih označili značko knjiga. In to je za Google posebna stran in jo bo tudi indeksiral posebej. In pa še tretja možnost, namreč če imate povezave na koncu strani, je to tudi dobro. Pa si tole pogledamo malo bolj podrobno. Tole je na koncu te strani. Tole očitno bo zelo zanimivo še za obiskovalce. In zakaj tudi za javno nastopanje tale stran indeksirana? Ker je tukaj v teh povezanih zapisih ta izraz omenjen. In kako to narediti všečno? Mnogi uporabljajo preprosto rešitev, ki se imenuje link within, kar je sicer luškana, tole dobite hitro lahko v vaše spletišče, prepoznali boste to po tej povezavi link within, ki je ne morete zbrisati. Ampak če je težava tukaj? Trojna. Prvič, dodatno povezavo dajete njim, dobro, to ni tako hudo. Potem drugič, zaradi tega bo malo počasneje vse skupaj, ker bo vsaka povezava bo šla preko link withina, šele potem se prikaže vaša stran, in tretjič je potem to slabo zaradi Googla. Zakaj? Zato, ker je vaša stran avtomatsko počasnejša in veliko boljši dodatek za bloge WordPress je tale, Yet Another Related Post Plugin ali YARP, ki ga lahko naložite iz samega okolja WordPress ali pa posebej, in tudi sedaj nova verzija ima možnost predlog in to je pa zelo zabavno. Zakaj? Namreč običajno imate samo tole, če namestite ta WordPressov dodatek v WordPressov blog, ne bo težav, ampak tole bo, tu niste nič prevedli in daje samo tekstne povezave. Z raznimi predlogicami, pa samo stil spremenite, je potem lahko rezultat veliko boljši in tole bo potem dlje časa obdržalo obiskovalce vašega bloga na vaših straneh in zaradi tega tudi boste bolje zapisani v Googlu, ker ljudje se ne bodo takoj vračali nazaj na rezultate iskanja z določeno ključno frazo, pa bodo še dlje časa ostali na vašem spletišču. Poglejmo še dodatne trike optimizacije spletne strani, kako boste mogoče osvežili obstoječe starejše vsebine, da bi dobili še več obiska na vašo spletno stran. Ena možnost je, da dodate v zapisu PDF isto vsebino. Zdaj pa čisto enostavno, vzamete vaš zapis iz bloga, ga prekopirate v neko rivalnik besedil, ga shranite kot PDF, potem pa lahko z enim posebnim programčkom, ki je žal samo za Windows, dodate še noter ključne besede, mogoče malo naslov spremenite, skratka ga bolj optimizirate. Mali trik, ampak veliko pomeni. In ga date v spletno stran, kam v isti zapis noter kot dodatno povezavo. Zdaj,
Ko boste dobili PDF, ja, enostavno recimo vsaj OpenOffice je brezplačen, torej urejevalnik besedil lahko shrani potem zapis v PDF, pa tudi recimo novejša verzija Microsoft Worda in tako naprej. Kje dobite tale programček? Pojdite na www.bcyhome.de, pa mogoče raje tole v angleščini, če ste bolj vešči angleščine, in tukaj zberete tale program BC PDF Meta Edit, se pravi, lahko preberete, pogledate malo podrobnosti, kaj to je, kaj omogoča, celo interaktivno lahko tukaj preverite, kaj lahko naredite, ne, kot odprete PDF, lahko tukaj zamenjate ključne podatke noter, potem dodate ključne besede, kdaj je bil kreiran, mogoče je tole zanimivo še, da boste dali zaščito, se pravi zaščito da to ne more nihče recimo kopirati iz vašega dokumenta PDF, ampak samo lahko pogleda, ne, ali ga zaščitite z geslom in tako naprej. Skratka, zelo uporaben programček, kaj lahko potem naredite, recimo test, kot sem gest naredil za ključno besedo največji seminar. Napisal sem dober prispevek za tole temo, ne, ampak kaj lahko še naredite, isto vsebino sem shranil kot PDF, mogoče z unim programčkom majčkem popravo, kar lahko pogledate, ampak to mi avtomatsko dal še eno povezavo v iskalniku Google za isto ključno besedo. Preprosto, ne? Še drug trik, recimo v mikrofon izgovorite vaš zapis, ga shranite kot MP3 in ga prenesete na vašo spletno stran. Mikrofoni danes niso več dragi, recimo mikrofon je Samsung za 80 € v Sloveniji, posnamete to potem v MP3 obliko, recimo programa Audacity uporabljate, ta je brezplačen, in ga potem dodate na vašo spletno stran. Obstaja en krasen dodatek za WordPress, ki se imenuje PowerPress, precej boljši kot prejšnji Podpress, ki se očitno ne razvija več, in ta potem omogoča, da enostavno pridružite zapis MP3 vašemu zapisu v blogu. To potem zgleda recimo tako. PowerPress omogoča, da dodate zvočni zapis na začetek strani ali pa na konec strani in seveda potem omogoča, da lahko to predvajate za vaše obiskovalce. In mali trik tukaj, seveda boste dali ime datoteke, v tem primeru coaching za nastop, si lahko predstavljate, kako je ime datoteke, coaching vezaj za vezaj nastop.mp3. Tudi to je preprosto, ne? Če pogledate, kaj počnem v blogu prezentacija.si, recept je danes zelo preprost za dobro interno strukturo, interno optimizacijo spletnih strani, se pravi, imate ključno besedo v naslovu strani, ampak naslov ne bo malo daljši, ne samo za ključno besedo, točni naslov je jasno malo čuden in s tem daste Google signal, da hočete rangirati torej visoko vašo stran, imeti v izsledkih iskanja. Ne, dajte daljši naslov nekje do 66 znakov, ne? Potem na začetku meta opisa v sami strani date tudi ključno besedo, v naslovih odstavkov jih date, to je dan že klasično, ne, standardno, potem v sami vsebini besedila naredite enkrat krepko, enkrat poševno, enkrat počrtano vašo ključno besedo. Pa jasno v slikah dodate tale opis alternativni, ne, se pravi, to se vleče še nazaj standardno HTML za tiste brskalnike, ki ne morejo pokazati slik in se tam dodali potem opis same slike. In jasno dobro je, da imate še eno interno povezavo z isto ključno besedo in eno povezavo na zunanje spletišče, to pa zato, ker jasno Google ve, da ne morete biti najboljši na svetu za določeno tematiko in da boste dali eno določeno povezavo za več informacij še vsem bralcem, ki želijo zvedeti več. Povemo še nekaj o zunanjih povezavah. Se spomnite primera Mizarstvo Celje, kaj je sicer najboljša povezava, ne? Poglejte Mizarstvo Celje za pohištvo, kjer bi dali potem Mizarstvo Celje kot ključno besedo za povezavo. Ne, naprimer, oglejte njihovo stran za mize. Kaj najbolj deluje v tem času za povezave zunanjih spletišč? 80% uporabljate glavno ključno besedo, ne? V tem primeru z zunanjih strani bi dali torej povezavo Mizarstvo Celje na vašo spletišče. 15% uporabljate kakšno drugo ključno besedo, recimo mizarski izdelki, kaj podobnega. In 5% uporabljate druge ključne besede, recimo mizarstvo kuhinje, pa ne vem, dobre mize in take stvari. In to je potem tudi za Google signal, da vi nočete samo zaradi eno ključno besedo rangirati, ampak da imate tudi tako bolj normalno spletišče, ki pač opisuje več mizarskih izdelkov in tako naprej. Zdaj, zunanji povezavi je dobro, da imate bolje, da so spletišče višjega page ranka oziroma tega ranka, ki ga Google daje sami strani, pa potem recimo same ameriške strani .edu, tudi jasno po svetu so edu, ali pa go, ne. Zakaj? Zato se pa zdi Google, da so to bolj relevantne povezave, če nekdo iz kakšne vladne organizacije, pa kakšen študent reče, tale stvar je pa res dobra, ne. In take povezave so lahko več vredne kot običajne spletne povezave. Kako jih dobiti? Ja, pisali boste kakšno zapis, kakšen komentar na teh blogih recimo ali v forumih, to je recimo takšna povezava, ki jo lahko date tukaj iskalno izraz v Google, torej da iščete .edu ali pa recimo tudi .go, tudi .si bomo pogledali primerček, URL to lahko spustite, naj bo v URL tudi blog ali ne, potem pa jasno, kar se na strani pojavi pri blogih, ne, post a comment, se pravi, dodajte komentar, naj ne bo noter, da so komentarji zaprti, ne, take stvari vas ne zanimajo, ker ne morate več komentirati, naj tudi ne bo nizov, da se morate prijaviti za objavo komentarja ali pa da se morate prijaviti sploh za delo s tem spletiščem. In potem še seveda daste v narekovajih vašo ključno besedo. Poglejmo še tale primerček. Recimo za moj primer
bi jaz želel za vse slovenske strani, iskati take strani, kjer bi se dal kakšen komentar pameten dati, in jasno, moja ključna beseda je predstavitev. Tule recimo sem našel nekaj zanimivega, ampak če uporabljate še sam dodatek SEO for Firefox, pa sprožimo že iskanje še enkrat, dobimo tudi range teh strani. In tale stran je očitno kar dobro zapisana v Google. Če potem obiščemo, kaj se bo zgodilo, pogledamo, kje so komentarji, se pravi, pišem komentar, potem napišem svoj elektronski naslov, ki je zahtevan, ne bo se videl, napišem svoje ime in lahko dam povezavo, torej spletno stran. Res bo potem vaše ime tukaj noter, bo potem povezava na spletno stran. Lahko bi dali tukaj mogoče še vključite, ne vem, ta in ta pri tem pa tem.si, pa dali potem isto povezavo na spletno stran. Kar je tudi dobra možnost, ampak vse ni pomembno. Gre za to, da dobite dodatno povezavo na vašo spletno stran iz strani, ki ima PageRank 3 za to ključno besedo, kar pa spet ni slabo. Edina tule težava, mogoče naj to ne bo nek zelo obiskan forum, ker se to lahko zgodi, da bo potem ta forum imel zadetek višje iskanje v iskalniku Google kot pa vaša stran. To pa ne morate paziti, se pravi, zelo obiskani forumi takšni manjši blogi, manjši forumi, portali, kjer ni veliko obiska, ampak imajo dobro vsebino, to se pa zelo splača. Še dve možnosti. Eno je gotovo, da imate vaše spletišče navedeno v imeniku, en takšen je brezplačen demo, ampak tam boste morali precej časa počakati, da vas uvrstijo, ali pa Yahoo, ki tudi garantira višje zatetke iskanja, je pa seveda to plačljivo na leto toliko in toliko, ne vem koliko je $197, kakorkoli, ampak če imate zelo takšno spletišče, kjer želite promet, kjer želite kaj tudi prodati, potem se splača vpisati vaše spletišče v imenik Yahoo. In najboljše je, na koncu seveda je kontekstna povezava v tekstu, ali pa da vi recimo napišete kakšen gostujoči komentar, gostujoči prispevek v nekem blogu, splača se tudi plačati nekaj evrov za to, če to ostane potem trajno, ker bo prinašalo veliko prometa na vašo stran. Zaključimo še z vročico vašega spletišča. Danes je to pomembno, da osvežujete enkrat tedensko vsaj vaše spletišče, ali če ste že imate precej vsebine, recimo vsaj 3-krat ali pa enkrat mesečno, to je tisti minimum, da ste živi za iskalnike. Potem obiščite jasno vaše strani s ključnimi besedami ja, ampak ne skačete nazaj. To vsakem povem, ki ima optimiziramo spletne strani, da skakanje nazaj iz njihovega spletišča v zadetka iskanja avtomatsko bo znižalo naslednji dan že samo pozicijo in tega torej ne počnite. In vplivajte na to, da imate obiskano zaradi druženja. Zdaj forum se mogoče že malo kot tak poslavlja, razni nekateri forumi bojo še obstali, bolj zanimive so povezave z vaše Facebook strani, to smo videli, na 30 dni ostanejo torej indeksirane v iskalniku, torej vsaki 30 dni pošljete kakšno povezavo v Facebooku na vašo stran. Potem razne viralne motivatorje lahko vključite, nagradne igre, medijske objave zelo pomagajo pri Google, sploh če imate takšne spletišča z objave za javnost, ali pa razne zanimive aplikacije in tako naprej. Torej, za vso pomoč za specializacijo spletnih strani sem tukaj na voljo, sergej@spletin.net, pošljite kakšno sporočilo in lahko začnemo komunicirati naprej. Hvala za tega videa, Sergej Rins, tukaj prezentacija.si in veliko veselja za optimizacijo vaših spletnih strani.